Посадил бы тропу на хорошее бойкое место. Посадил бы твой всякой торговать. И выросла репа большой-пребольшой. Вышел дед в огород, капусты нарубит, и видит, пора репу окучивать. Репа, говорит, ты на моей территории растешь. Вот себе какую репу-то торговала. А мне даже ботинки отстригнула. Так что вылаз, базарец, на нем тебя и продам лицам кавказской национальности. Дедок je posejal repo. Pa jo je šel izpulit. Prime repo, vleče, a izpuliti je ne more. Pokliče dedek babico. Babica prime dedka, dedek repo. Kako boš povedala? Vlečeta jo, a izpuliti je ne more. Pride vnučka prime babico, babica prime, povej mi, dedek prime repo. Vlečejo, a izpuliti je ne morejo. Danes je na vrsti predstavitev del ruske književnosti. Nam lahko poveste, kakšne so značilnosti tega naroda, ki je najštevilnejši slovanski narod? Res je, da je naslov današnje čajanke ruske pravljice, spodno so slovanske književnosti. To pomeni, da bomo se pogovarjali o ruski literaturi, o ruskih pravljicah, ki so sedaj šle v zbirki Največji pravljičarji. Bomo pa v Kamniku naredili še nekaj posebnega, povabili smo medse prostovoljko Violeto in bomo zelo veliko povedali tudi o poljski književnosti. Tako da, če smo mi južni Slovani, se potem ozremo proti zahodnim in pa seveda proti vzhodnim Slovanom. Ruske pravljice so nam pravzaprav v priredbah Puškinovih pravljicah od Carju Sultanu ali pa še kakšna podobna zelo znane. Tako kot pri nas, v dobi romantike, tako kot v Nemčiji, so tudi v Rusiji zbirali pravljice v tistem času. Afanasijev je bil tisti, bi lahko rekli, ruski Grim. Pravljice, motivi so podobni kot povsod. Če imamo pri nas Pepelko, je v Rusiji prelepa Vasiljica. Če imamo pri nas 3 brate, od katerih je zadnji tisti, ki je malo neveden, pa mu potem prav tako uspe, je v Rusiji podobno, samo imena so malo drugačna. Tisto, kar je pa prav specifično, je pa Jaga baba, hiška, ki se vrti na eni kurji nožici in je pravzaprav čisto pravljični lik, nenavaden, drugačen. Bomo pa danes, saj upam, veliko spregovorili tudi o literaturi, ki je v zadnje čase prišla med nas, o dnevniku Nine Lugovske, pravzaprav čisto dokumentarnem gradivu, in pa še o eni knjigi Natašin ples, Kulturna zgodovina Rusije. Vsi veliko vemo o posameznih ruskih obdobjih, spremljali smo v zadnjem obdobju tudi že čisto v živo, kako se je pravzaprav sprostila politična scena v Rusiji. Tukaj imamo pa zelo zanimiv pogled, ker imamo vzporedno od Petra Velikega pa do najnovejših časov politično zgodovino, sporedno pa seveda tudi kulturno zgodovino. Ker je meni veliko pomenilo, ko sem pregledovala vse te stvari, sem ugotavljala, kako pravzaprav je kultura tista, ki konstituira nek narod, kako so pravzaprav tudi ruski plemiči ali pa izobraženci bili prej govorili po francosko, kot v naših krajih po nemško, pa potem šli na rusko podeželje, poskušali samega sebe porusiti, ker se je na nekem nivoju dogajalo tudi v Sloveniji, tako da takrat Kranjski oziroma v času Avstrije, Avstro-Ogrske. Tako da zelo veliko vzporednic lahko potegnemo in je zanimivo branje, predvsem zato, ker je en takšen celovit pregled. Kako bomo danes? Ja, kako je pa z prevodi ruskih del v slovenščino in obratne slovenščine v ruščino, ker ponavadi se zdi, da bolj prevajamo ameriške stvari, knjige in te uspešnice. Knjižni trg,
knjižna produkcija, prevodi zelo sledijo politični situaciji. Če smo po drugi svetovni vojni v obdobju NEPA ali pa 5 let prejemali predvsem rusko literaturo, tudi študirali so naši matematiki in fiziki po zelo dobrih ruskih knjigah, sedaj se oziramo, bom rekla, kar preveč na zahod. Bo treba malo uravnotežiti. Iz ruščine se zelo malo prevaja, iz poljščine, iz češčine tudi zelo malo, komaj nekaj knjig se najde v letu. Založba Koleda temu kar dobro sledi za otroško literaturo, za odraslo pa zadnje čase skoraj ni kvalitetnih prevodov. Pa mislite, da berejo v originalu? Da je slovenščina tako podobna, recimo češčina pa poljščina, ker ruščina je problem, ker je cirilica? Domnevam, da ne. Domnevam, da smo se čisto na zahod usmerili, da nam manjka kar pomemben del kulture, kulturne zgodovine ali kulturne sedanjosti. In to se mi zdi škoda, ampak morda pa bo tudi takšna Lečajanka naša ali kje druge po Sloveniji spodbudila kakšno manjšo založbo, da se bo letila potem prevodov iz češčine, slovaščine, ruščine, morda celo bolgarščine. Najlepša hvala.